Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Je ženska, kjer gostimo izjemne ženske. Ženske, ki so nam lahko za zgled, od katerih se učimo, in danes je z nami resnično ženska z veliko začetnico. Ženska, ki je prešla pot od majhne deklice do uspešne, čudovita. Od nje sem se jaz sama veliko naučila, verjamem pa, da nam bo tudi sedaj v naši oddaji podelila marsikaj iz svojega bogatega življenja. Z nami je Tanja Skaza. Dober dan, spoštovana Tanja, res hvala lepa za to, da ste se odzvali našemu povabilu. Midve se že dolgo poznava, dolgo vas spremljam in mogoče takole na prvi pogled, ko vas ljudje pogledajo, vidijo eno močno, uspešno žensko. Ko pa prebiramo in se pogovarjamo z ljudmi, ki so imeli kontakt z vami, vas vsi opišajo kot nežno, sočutno, srčno. Kdo je pravzaprav Tanja Skaza? Kako bi vi sebe opisali? Draga Marjanca, najprej hvala za povabilo. Ja, kako bi se opisala? Opisala bi se najprej kot radovedno žensko, potem odgovorno, srčno, pozitivno usmerjeno. Vse tisto, kar mogoče nekdo ne vidi navzven, sama pa čutim navznotraj. Ampak nič ni narobe, če me tudi vidijo močno, zaradi tega, ker v poslovnem svetu človek mora imeti to moč, zato pogum, ali pa mogoče sem najbolj pozabila, da sem pogumna, kajti človek, ko dela transformacijo, zato potrebuje pogum. Res je. Velikokrat je ravno to, ker si ne upamo, ker si ne zaupamo, ne naredimo tistega koraka, ki bi ga lahko, ne spoznamo svojih tistih kvalitet, ki jih nosimo, jih ne razvijamo in nekje obtičimo. In ravno zaradi tega želim, da se pogovarjamo z ženskami, ki nam lahko pokažejo, da pogum velja, da je treba iti naprej in da nikoli ni prepozno. Tudi vi izhajate, pravzaprav, če pogledava vaše življenje, nič vam ni bilo v zibelko položeno, niste se rodili s srebrno žličko, ampak v eni preprosti družini in kot ena radovedna deklica rasli in naredili res velik preboj. Kako je šla ta vaša pot? Pravim, da vsak od nas je izbral svojo mamo. In tisto tako mamo oziroma take starše, ker je želel rasti. Moji starši meni pač niso omogočili nekega bogatstva, ampak so mi pa omogočili obilje lepih vrednot. Dobila sem od mojih staršev, da sem poštena, iskrena, sočutna, strastna, tudi to sem dobila, da vse karkoli pač je treba v življenju početi, je dobro, da počne s strastjo, z energijo. V resnici je bilo pa tako, da sem živela v skromnem okolju, ampak vedno sem hrepenela po nekaj več. Mogoče zaradi tega, ker sem dosti časa preživela pri mojih sorodnikih in sicer v Srbiji. Imam teto, ki je že takrat imela v prejšnjem času, če zdaj računamo, jaz sem 50 let stara, ker sem bila stara 7 let, sem veliko preživela časa, pri njej imela 2 služkinji, ki sta gospodinji, narobe sem rekla, se izrazila, in sem videla, da se vse to da. Potem pri mojemu drugemu stricu, kjer je imel zakon poln ljubezni, in potem, ko to opazuješ kot majhna deklica, veš, da to tudi lahko ti imaš. In mogoče me je ta pot peljala, kar pomeni, da sem to videla, da to obstaja, da to tudi jaz zmorem. In za mene ni bilo ovir, vedno sem vedela, da je nekaj več treba narediti za to, da lahko priješ do tega. To meni, že kot majhna punčka sem se rada učila, rada sem prestopala meje, sem bila pogumna pri nekih odločitvah. Ni mi bilo strah narediti neko spremembo, ampak to tudi s tem namenom, ker sem hrepenela potem, da bi tudi jaz nekoč bila uspešna, srečna v zakonu, da bila čudovita mamica. In potem ti cilji te peljejo po neki poti in ta pot se ti kar tako odpira. Kar pomeni, za mene ni bilo možnosti, da se nekaj ne da, ampak vse se da. Seveda je pa zato potreben napor, sprememba in to mi je bilo tako kot, to bi jaz rekla, da mi je bilo položeno v zibelko.
odloči se in naredi neko spremembo. Bravo. Dejansko ste napisala knjigo, bova se še dotaknili spremembe vredna, ki je rdeča nit je prav to, vse se da. Tukaj ste res iskreno napisali, opisali svoje življenje, ob tem pa tudi veliko napotkov, nasvetov, kako pa uresničiti to vse se da. In dejansko se mi zdi, da je res pomembno, da imamo nek zgled, temu je namenjena tudi naša oddaja, da imamo neko vizijo. In meni je bilo fascinantno, ko ste še omenili, da ste že kot majhna deklica opazovali dve sosedi. Ena je bila pravnica za poslovno torbo in druga menedžerka, vedno lepo urejena. In vi ste si že takrat zadali cilj, da boste uspešna poslovna ženska, urejena menedžerka, blesteča. Tako da se mi zdi res zelo pomembno imeti to vizijo, cilje, vedeti, kam želimo, ker če veš, kam hočeš, potem najdeš tudi pot. Res je. Draga Marjanca, to ste tako lepo povedala. Ana. Jaz ocenjujem, da ljudje imajo premalo vizije, kaj bi želeli ali pa ne upajo sanjati. To pomeni, če danes pogledam vse moje sanje, ki sem jih imela kot majhna deklica, sem jih uresničila. Zaradi tega, ker točno to, ta moja soseda mi je dala pot, da zmorem. In mojo prvo plačo, ki sem dobila, kaj mislite, kaj sem si šla kupiti? Poslovno torbo. In sem tako uživala in sem se imela prav lepo, ker sem rekla, kako zmore človek. In vse je odvisno od tega, zato je tudi nastala ta knjiga, zato ker sem želela pokazati, da marsikdo jamra, prihajam iz take družine, ko mi imam za plačati položnice, ne morem si tega privoščiti, ne morem si onega privoščiti, in če so naši stavki polni takih negativnih stvari ali pa da nič ne zmoremo, potem ostanemo v tem svetu. Če pa vidimo, da nekdo to je zmogel, zakaj potem to mi ne bi zmogli? In mogoče sem tudi bila že kot otrok posebna. Vedno sem se rada družila s takimi otroci, kjer so imeli visoke sanje, visoke cilje, in potem sem videla, ok, če jih imajo oni, zakaj jih ne bi imela jaz? In mislim, da resnično se da. Mogoče, če se samo dotaknem ene poti, ki se je meni zdela pomembna. Hodila sem skupaj z mojimi sošolkami, sem se družila in potem smo rasle kot prijateljice. In na tej poti se je marsikje se kdaj reklo, joj, to pa ne zmorem, to pa ni prav, kaj pa to mi starši pravijo, da ni dobro. In takrat je prav, da se tudi umaknemo takim ljudem, ker v resnici nas ti ljudje tudi ovirajo na naši poti in nam nekako kaže ovire, ki jih v resnici sploh ni. V resnici smo sami največja sebi ovira. Tako da je tudi zelo pomembno zbirati ljudi, s kom se družimo, kdo je tisti, ki nam ne bo rušil naših sanj ali pa nas omejeval pri tem, ampak nam dovolil, da karkoli pač vidimo, da samo sledimo temu. Ja, skozi knjigo ste res tako iskreno opisala svoje življenje, pa tudi kar nekajkrat sva imeli priliko, da sva se pogovarjali in ves čas se nekako ta vizija, ta želja po uspehu in mogoče malo kdo ve, da ste pravzaprav vi svojo kariero začeli v Zlatarni Celje, da je bil to tisti stik z bliščem, z obiljem, z bogatstvom in takrat ste nekako vstopila v ta svet, dokaj moški, poslovni svet, kjer je bilo potrebno se dokazati, iti naprej in vas res nič ni ustavilo, ker ste, če se prav spomnim, zelo hitro postala nekako šefica za cel prostor bivše Jugoslavije. Res je, hvala za to. Hvala tudi za to, kar ste omenila. Mislim, da mi je Zlatarna, zelo sem hvaležna za vsa učenja, za vsa znanja, za vse izkušnje, ki sem jih dobila, za vso modrost. A veste, Zlatarna je od 1844. leta, jaz sem se pridružila takrat, ko je si privatizirala. Bilo je veliko odraslih, izkušenih, modrih ljudi in marsikaj sem se naučila. Ampak kaj sem se naučila v Zlatarni? Sprejeti obilje. A veste, kako težko je, ko ti nikoli v rokah nisi videl, ne vem, zdaj bova govorila o evrih, 5000 evrov, potem pa prodajaš prstan za 5000 evrov ali pa prodajaš verižico za 15 000 evrov. In takrat sem začela razmišljati, ok, zakaj mislim, da to nekdo ne bi kupil? Če jaz to ne zmorem, je pa veliko takih ljudi, ki to zmorejo. In to je bil najprej prvi shift,
rečemo, ta prvi preskok, ko sem videla, koliko ljudi to zmore, koliko ljudi kupuje taka darila. In potem sem rekla, v redu, vse je v nas. Vsak od nas lahko ima obilje, če se odpre za to obilje in če ve, da je tudi on, ga lahko ima. In to je bilo nekaj takega, kar me je najprej prvi šift naredilo, drugi šift pa, ker sem zelo mlada, kot zelo mlada, rečemo še takrat ženska, v resnici še niti 25 let nisem bila stara, sem vodila druge ženske. Kaj to pomeni vodila, Ana? A veste, kako težko je modrim ženskam nekako pametovati. In potem si mogel najti nek konsens ali pa rečemo nek jezik grajenja odnosa, da so razumele, da jim ne nočem pametovati, ampak da samo želim, da smo skupaj močnejši in da dosegamo cilje. In potem, ko enkrat spoznajo, da ne kdo je močnejši, kdo je boljši, ampak da vsi gremo s skupnim ciljem, potem tudi one sprejmejo, da lahko mlajša oseba da kakšen nasvet modrejši osebi. Ja, težko je včasih res sprejemati, biti odprt za nasvete, pa tudi kritike, če so te konstruktivne, še posebej, če je to mlada ženska in še posebej, če je to ženska. Kako pa je bilo potem, ko ste stopila v skazo? Tukaj pa verjamem, da je bilo več moškega sveta in zdaj ženska v tem moškem svetu. Zdi se mi, da se velikokrat hočemo dokazati na moški način, z borbo, z dokazovanjem in pozabimo na svojo ženskost. Kako je bilo to pri vas? To, kar ste opisala, je vse držalo. Ko sem prišla v naše družinsko podjetje, a veste, to je bilo še tako 75 nas je bilo, zelo družinsko podjetje, lahko rečemo tudi obrtniško podjetje. Vsi so se čutili kot neka družina. In potem pride neka mlada smrkla ali pa kakorkoli žena od Igorja in bo ona zdaj kar naredila neko spremembo. Tako da tu pa je bilo malce borbe. Najprej se seveda pojavijo dvomi pri tašči in pri tastu. Seveda so spoštovali to, da sem prihajala iz neke organizacije, ki je bila nekako organizirana, imela odgovornosti, pooblastila, kaj kdo počne, ampak v vsakem primeru jih je bilo pa strah teh sprememb. Vsakega je strah so spremembe. Tako da na začetku nisem veljala glih za najbolj prijazno in takrat sem mogla biti močna. In takrat sem delovala z močno moško energijo. Ampak, a veste, se posel je moška energija, cilji so moška energija. Odgovornost tudi prihaja do tistega, hočemo pokazati, kaj je red, disciplina. To je vse en del moške energije, ni toliko subtilne energije, plani. In takrat, jaz vedno mislim, da vsaka ženska, uspešna ženska, je potrebno, da je najprej več z moško energijo, kot pa žensko energijo, ampak potem, ko pa pokaže, da je že dosegla neke rezultate, potem je pa prav, da gre v tisto žensko energijo. Tako da, jaz sem kar dokaj časa bila v tej moški energiji, dokler sama nisem spoznala, da na nek način potem zaviram svojo žensko. Tisto žensko, ki je znotraj sebe ranljiva, ki je lahko tudi kdaj ne zna, ne rabi vse znati, ne rabi imeti vse odgovore. In potem, ko spoznaš, da nekako bežiš od sebe, da nisi v stiku s seboj, se začneš spraševati, a je to življenje, ki si ga ti v resnici želiš? A je to tvoja pot? Seveda pa tudi leta prinesejo svoje, rezultati prinesejo svoje, ko rečeš, lej, saj si dosegla, ne rabi se več boriti, ne rabiš več se vsem dokazovati. Zdaj je dovolj, da pa začneš poslušati sebe. Ampak zakaj nas to žene? Želje po dokazovanju na žene od ran, ki jih imamo iz otroštva. Jaz sem prepričana, da vsaka uspešna ženska ima veliko ran. Ker večje kot so rane, večje želje imaš ti po uspehu. In s tem, ko ti hočeš te svoje rane nekako zaceliti, želiš dokazati se v poslu, v družini, v vse povsod, oziroma hočeš pokazati, da to zmoreš. In potem, ko to enkrat narediš, pa rečeš, a se je zdaj spet še potrebno dokazovati. Potem pa začneš živeti neko pristno življenje. Ja, ampak se mi zdi, da je ravno tukaj problem, da včasih, ko pademo v ta kolo, nas začne mleti in da ne znamo zaustaviti, ne znamo začeti delati na sebi, ne znamo ozavestiti te svoje potrebe in kar prevečkrat sploh ženske potisnemo
svoje srčne želje, svoje sanje, svoja hrepenenja, pa tudi svojo strast nekako na stranski tir, živimo, delamo, se razdajamo, pozabimo nase in potem pridemo v ta najlepša leta, kar naenkrat pa, kaj pa sedaj? Kaj bi vi v tem trenutku, v taki situaciji svetovali ženskam, kako poiskati zopet sebe? Pa deva najprej se, če mi dovolite, da se Seveda. dotaknemo enega dela. Ko je ženska v valu rezultatov, to pomeni, ko prav temu se reče tako, kot da se vzdigne na ta val, to pomeni, tebe energija vodi. In tudi pri meni bi se lahko zgodilo enako, kar pomeni, ženska uživa, ko dosega rezultate. Ženska uživa v slavi. Ženska uživa, ko je pomembna. In lahko prijo trenutki, ko žensko ne prestavijo na to, da gre noter vase, pa jo lahko predstavijo kasneje. Pri meni se je to zgodilo, da je bil moment, en tak čisto majhen moment, ker sem že imela željo, dajmo spet rastiti, dajmo spet odpirati nove trge, dajmo spet novo blagovno znamko. Spet je bil neki, ampak kot da se je nekaj v meni zgodilo, kaj pa ti? Ampak to je majhen odstotek. Zakaj? Ker takrat se ustrašimo, ker je treba nekaj spremeniti v svojem življenju. A veste, iz tistega, ko prideš na sestanek pa rečeš, dajmo postaviti, kakšne imamo cilje za naprej, prideš do tistega momenta, ko se je meni zgodilo, ok, kaj je to mene nahranilo, kaj je nahranilo moje otroke in kaj bi jaz svetovala ženskam. Ko se jim zgodi ta intuicija, to je tak en majhen moment, naj se ne bojijo pogledati notri. Naj tako strastjo, z intuicijo pogledajo in vprašajo, a je res to moja srčna želja, ali je to samo pot, ki me je peljala, zato da pokažem, da zmorem, da sem vredna. Vsi konstantno se gibamo pri tej vrednosti. Ali smo vredni, a je to dovolj? In to je bil moj moment. To je bil moj velik moment, ko sem se jaz vprašala, a je to nekaj, kar mi daje vrednost in ali je to dovolj zame, da se čutim srečna. Tako da, prvi moj nasvet, ko začutijo ženske nekaj naznotraj, da jih nekaj kliče, nekaj se jim dogaja, kot nek nemir, da nimajo notranjega miru, takrat naj se vprašajo, je to nekaj, kar si resnično želim, ali je to nekaj, kar sem naredila, pa je zdaj čas zame. Čas, da se jaz postavim na prvo mesto. Rezultati so zunanja stvar. To pomeni, mi živimo v poslovnem svetu, kjer je dokaj zunanji. Rezultati, slava, nagrade, dokazovanje, to je vse zunanje. Kaj pa nas znotraj? Ja, prej ste že rekla, da ste pogumna in dejansko je res potrebno veliko poguma, da si človek zna priznati, da v sebi čuti nek nemir, da čuti, da je še nekaj več, da je čas, da zacelimo neke stare rane, mogoče ravno kakšne še iz tistega obdobja deklice, da prikličemo svojo strast, da pomislimo, po čem smo hrepenele, o čem smo razmišljale, o čem smo sanjale in dejansko se tukaj ustrašimo, ker velikokrat je v začetku boleče, oziroma lahko se zgodi tudi, da se nam nek tisti navidezni svet, tista varnost prividna zruši, da se vse na nek način sesuje in da potem začnemo in tukaj ta strah ali pa premalo poguma. Pri nas, se mi zdi, v naši družbi smo tudi zelo odvisni od tega, kaj bojo pa ljudje rekli, kaj bojo pa drugi rekli in zopet ne poslušamo sebe. Res je. Zelo lepo ste rekla. Zelo neradi gremo iz cone udobja ali iz cone varnosti. Kaj ti to poznamo? To nam je znano in zelo, kar je pomembno, ne samo v naši kulturi, to je, rečemo, da je v celem Balkanu. Zdaj ne poznam toliko drugih držav, da bi lahko rekla, kako je, razen kar hodim na poslovne sestanke ali pa na razne retrite, ampak veliko damo na mnenje drugih. Kot da imamo neka pravila, kako bi naj delovali, da bomo za druge dobri. V rasti pa ni cone udobja, pa ni cone varnosti. Tam je nekaj, mi v to ne vemo, kaj se spuščamo. In pozdraviti notranjega otroka, to je nekaj največjega, to je največji blagoslov ever. Zaradi tega, ker zdravimo notranjega otroka, mi kot odrasla oseba, ničesar nas ne boli.
karkoli vi lahko rečete meni, mene ne boli. Zaboli mojega notranjega otroka, ker se spomni neke bolečine iz preteklosti. In v resnici preteklosti ne obstaja, niti prihodnost, obstaja samo tukaj in zdaj. In vse, karkoli naj jo zaboli, naj jo vrže nazaj v preteklost. A ne bi bilo dobro, če bi vsi pozdravili to majhno punčko ali pa majhnega otroka in živeli tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj. Ja, to, kar ste rekli, tukaj in zdaj, to je res tako pomembno, ker v bistvu tukaj in zdaj to je tisto, kar imamo, kar resnično lahko nekaj naredimo, upravljamo, vse, kar je mimo, so spomini in to naj bi bila naša učilnica za modrost in kar bo, ko bo in je pravzaprav odvisno od tega, kar počnemo sedaj. Zato je tako pomembna ta čuječnost, poslušanje sebe in svoje energije in pomembno, kako vibriramo, ne kaj razmišljamo. Ja, bova se dotaknili, vi ste napisali knjigo in afirmacije za vsak dan. Lahko milijonkrat govorimo afirmacije, če jih ne čutimo, če nimamo vere, če si ne zaupamo, ne bojo delovale. In meni je bilo neizmerno všeč, ko sva se spoznali, ko sva nekako v enem trenutku, sem jaz preko pošte pristopila k vam, da bi nekaj naredili skupaj in vi ste mi odgovorila, pridite in bova videli, ali se energijsko dopolnjujeva. To mi je bilo tako všeč, niste mi vprašali, kdo sem, kakšne doktorate imam, koliko bogatstva, kakšni uspehi so za mano, ampak pridite, da vidiva. In se mi zdi, da je ta energija, ki jo nosimo v sebi, tista osnova, s katero kreiramo naše življenje. Res je. A veste, titule imamo za zunanji svet. Titule imamo tudi mogoče s tem, da si lahko rečemo, da imamo malo več vrednosti ali pokažemo neke rezultate. Kar pa čutimo od znotraj, je pa najbolj pomembno. In včasih nekdo, ki je končal osnovno šolo, ima večjo vrednost ali večjo stabilnost, kot jo ima nekdo z 3 doktorati. In ja, meni veliko pomeni energija, ker smo čuječa bitja in skozi energijo spoznavamo, ali smo za skupaj ali nismo za skupaj. Vsi smo na neki stopnji rasti. In pomembno je, da si dovolimo sprejemati. To pomeni, ker ste prišla k meni, mi je bilo pomembno, koliko ste odprta za sprejemanje. Koliko boste sprejela tudi mogoče kakšne moje nasvete, moje mnenja. Seveda ne rabite in obratno tudi jaz. Koliko bova vzajemno si predajali učenja, ker ne obstaja učitelj in učenec, ampak obstajata vedno obojestransko. Vedno tako rečejo, da vsak učitelj, ki ima dobre učence, se marsikaj tudi od svojih učencev nauči. In potem tudi učenci postanejo včasih boljši od učiteljev. In energija je tista, ker če bi mogoče bi nekaj podelila. Jaz sem končala tudi za moderatorko sistemskih postavitev. Ne vem, če veste, kaj je to. Poznate to? To so družinske postavitve in Družinske postavitve, ja. Tako. In na postavitvah je najbolj pomembna energija. To pomeni, mi lahko kogarkoli predstavljamo, ampak v resnici naša energija sporoča in kaže neke odgovore, ki jih lahko stranka dobi. In ko sem to delala postavitev, ko sem pač končala zelo dolgo, že to poznam, sem rekla, oh my God, kako bi bilo dobro, da bi včasih prenehali govoriti in samo z energijo oddajali naše misli. Ker verjemite mi, da bi vse zelo hitro začutili, kdo je v dobrem stanju, kdo čuti kakršnokoli tremo, kdo čuti stres, kdo je, ne vem, v strahu, karkoli bi lahko začutili. Tako da vsak od nas je čuječe bitje. In če bi bolj znali poslušati svojo energijo, verjemite mi, da bi bili bolj povezani, bolj čuječi en do drugega, bolj spoštljivi, bolj se sprejemali in se zavedali, da smo vsi podobna bitja. Sam vsak ima z nekimi ranami. Ja, kar nekako ne moreva od teh ran. Rane pravzaprav nas gradijo, ste rekla. In dejansko nas tako gradijo tudi ljudje, ki nas na nek način prizadenejo. In tukaj se mi zdi, da je tudi pomembna ta energija, ta odnos. Mi se vse prevečkrat ukvarjamo z ljudmi, ki so pravzaprav samo naša ogledala ali pa nekako kot neki poštarji, ki nam prinašajo neka sporočila, ki nas na nekaj opozarjajo, ki nas zbujajo, da je čas, da nekaj v svojem življenju spremenimo. In če bi takrat znali biti v svoji energiji čuječi in biti
hvaležni za ta sporočila, namesto da se jezimo, da godrnjamo, da se ukvarjamo s temi ljudmi nekje zunaj, bi lahko veliko več naredili. O teh stvarih se mi zdi zelo iskreno, pišete tudi v svoji knjigi Spremembe vredna in dejansko prav te boleči trenutki, neki ljudje, ki nam naredijo nekaj slabega na prvi pogled, so tisti, ki nas zbujajo in ki nas vabijo k rasti in k spremembi. Mogoče bi, hvala Marjanca, bom podelila en del zgodbe, ki bo mogoče najbolj tako, vedno rečem, včasih so dobri primeri, mogoče največji aha momenti za nekoga. Ko sem bila majhna deklica, rečemo pri 14 letih, sem imela prijateljico, ki sem bila zelo navezana na njo. Tako, 5-6 let sva se skozi družili in potem mi je ta prijateljica nekaj rekla. In takrat sem se jaz odmaknila in sem se zaprla vase. Pomeni, odmaknila sem se od nje, nisem želela razčiščevati, nisem želela sprejeti to, kar je rekla, ampak sem se odmaknila. Zdaj bom podelila, kako se nam to v življenju potem pozna. Pridemo v starejša leta, pridemo v poslovna leta, imamo nekega poslovnega partnerja. To, kar smo mi naredili, bo to nekdo nam naredil, ker nam bo nastalo ogledalo, da se nečesa takrat nismo naučili. Že kot majhni otroci smo mi dobili veliko možnosti, da popravimo ali pa rečemo, da zacelimo svoje rane. Zdaj eni govorijo o ranah, eni govorijo o travmah, eni govorijo o vzorcih. Jaz ponavadi rada govorim o vzorcih, ampak potem me nobene zastopi, kaj hočem povedati, zato rečem, da bomo se dotaknili ran. In kaj je poanta? Mi že kot otroci vse to dobimo priložnost pozdraviti, vendar ne. Se namulamo, le kaj mi je naredila, le gor dol, iščemo potem nekoga, ki nas bo tolažil in potem, ko smo starejši, se nam to isto dogaja. Zakaj? Ker nismo pozdravili, ko smo bili mlajši. In zato pravim, da včasih vsi ljudje, ki prihajajo v naše življenja, od malih nog, pa potem v poslovnem odnosu, vsak od njih nosi neko sporočilo, rečemo nekaj, kar nam lahko zaceli eno izmed naših ran. Samo, če smo odprti za sprejemanje. In ponavadi so to najbližje, naši družinski člani, potem naši sodelavci, naši prijatelji, vsak od njih nosi neko sporočilo. In če smo odprti za to sporočilo, zelo hitro lahko tudi sprejmemo in vidimo, kaj nam to sporoča. Zelo lepo ste rekla, vsi oni so naša zrcala. Vsak od nas, od vsakega od njih lahko dobimo neko samorefleksijo, kaj lahko naredimo spremembo na sebi. Tako lepo ste to razložila, Tanja. Vse te stvari pišete v knjigi. Spremembe vredna se mi zdi res ena knjiga za ženske. Jaz sem jo kar dolgo imela na nočni omarici in sem pa tja, ko sem seveda prebrala, še vedno odprla tako na pamet in pred oddajo, ko sem odprla knjigo, se mi je odprla in en stavek mi je takole kar skočil, pa bi ga kar podelila z našimi gledalci. Bistvo je v lepem življenju. Denar pri tem ti lahko le pomaga. Delo, v katerem uživaš, je orodje na pot do tja. To je tako kratek stavek, v katerem je povedano, se mi zdi, res ena misel, ki nam bi lahko bila vodilna. No, pa kar dejva se te misli dotakne. Prosim. Bom pogledala, koliko imava časa. Ko sem pisala knjigo, sem želela vsem poslovnim ženskam najprej pokazati eno zadevo, da so lahko tudi ranljive. To je bilo tudi za poslovne ženske. In po drugi strani sem želela vsem ženskam pokazati, da vsaka je lahko poslovna. Čisto vsaka je lahko uspešna. Zdaj se pa dotaknemo tega stavka. Marsikdo prije k meni na coaching, na akademijo, na razne retrite, kamorkoli že. In mogoče nekdo pričakuje, da bom jaz rešila njegove izzive. Nobenega izziva nihče ne more rešiti. Ne obstaja rešitelja, ki bi nas rešil. Obstajajo pa orodja, ki nam lahko pomagajo, da pridemo do tega, da sebe rešimo. Primer, zdaj, ko smo se dotaknili obilja. Marsikdo reče, lahko je tebi, ti imaš veliko denarja.
Ja, ampak za ta denar sem jaz veliko delala, sem bila vztrajna. Mogoče, ko je nekdo gledal serije, pa se v soboto družil zunaj, pa šel kam, sem jaz sobote pa nedelje delala, se učila, kako bi lahko bila še boljša, kako bi lahko odprli nov posel, nov trg. Aha, je treba spoznati nov informacijski program. Kaj pa ćemo delati? Kdaj smo lahko delali? Ja, v soboto pa v nedeljo. To pomeni, da čas, ki ga je nekdo namenil za druženje, za lahkotnost, mogoče tudi za lenarjenje, ležanje na kavču, sem jaz namenila za učenje. In orodja so tista, ki nam lahko pomagajo spremembe. Nekdo reče, joj, veš kaj, jaz ne morem shujšati. Obstajajo orodja, zelo enostavna orodja, ki se vseeno lahko ješ 5-krat na dan, pa si bolj suh. Nekdo reče, joj, veš kaj, ne morem iti iz teh moje negativnih misli, skozi me obkrožajo negativne misli. Prav zato smo mi naredili kolekcijo 7 čakr, kozarcev, ki lahko piješ vsak dan iz enega kozarca in vsakič, ko vzameš malo vode, ponoviš to afirmacijo. In verjemte mi, ko jo boš 30-krat ponovil, pa valjda jo boš začel čutiti. Vedno obstajajo orodja in ta orodja niso draga. Najhujše je to, ko vse, kar nam koristi, ne rabi biti drago, da lahko mi naredimo spremembo pri sebi. Ampak poanta je, da nekje je treba začeti in nihče ne bo naredil ničesar namesto vas. To meni, knjiga je ena taka popotnica, da se bogati ljudje ne smejo sramovati tega, kar imajo, ker so si to zaslužili, ker so garali za to, ker so nekaj naredili, ko nekdo drug je mogoče užival, nekje druge so se oni učili. Ko me nekdo vpraša, kako lahko, zdaj, ko sem naredila nekaj malo več šol za coacha, za transakcijsko sem naredila, sem moderatorka različnih, to pomeni sistemskih postavitev in kakorkoli, jaz že 15 let vlagam znanje vase. In delati to zastonj, to je potem nespoštovanje do mene. V teh 15 letih sem bila na marsikaterem masterclassu, marsikatero soboto, nedeljo preživela v učenju, ne v uživanju na tak način, ker uživala sem v učenju, ampak vedno, kadarkoli delamo spremembe, ker učimo se, jih delamo najprej zaradi sebe, ker sem želela razumeti. Poslovni svet je svet, ker je prav, da nekaj določenih stvari razumeš. In mogoče mi je to pomagalo, da sem na osebni poti, sem vedno vse hotela malce bolj globje spoznati. Zakaj potrebujem to, zakaj potrebujem to, zakaj potrebujem to. Tako da knjiga je eno tako vodilo. Jaz vedno vprašam, ko kdo pride do mene, mu prvo dam knjigo, da naj knjigo prebere, da se bova lažje pogovarjala. Da bo razumel, da ničesar v življenju nam ni dano, dokler mi ne želimo in vidimo, da to lahko sprejmemo. Ampak zato je treba vztrajati, biti pogumen, se odpreti za to, videti, da obstaja neka višja sila, ki nas vodi. In naše misli, kako bomo sejali naša semena, takšne bomo tudi imeli rezultate. Res je, dejansko tudi sama hodim po tej poti zadnjih 15 let, ker sem imela tudi izziv nekje pri 50-ih, sem se vprašala, ali je to, pustim, da življenje teče, kot me voda nosi, ali lahko še nekaj naredim. Krasno. Stopila na pot spremembe, številna izobraževanja, marsikateri vikendi ravno tako, pa vendar, ko sem prebrala to vašo knjigo, se mi zdi, da ste tako lepo vsa ta znanja utkali na tak zelo preprost, razumljiv način, da lahko čisto vsaka ženska, pa tudi moški, ampak reciva, da se zdaj obračava bolj na ženske, vsaka ženska lahko tukaj najde in poišče svojo pot in res mogoče to sporočilo nikoli ni prepozno, vsak lahko naredi to spremembo, ne glede, kje si. Jaz vem, ko moj oče, ko je zbolel, je rekel, kar puste me. Pa sem rekla, glej, ne, dejva, vedno je lahko majčkeno boljše ali pa majčkeno slabše in potem nas to pelje ali še malo naprej ali še malo navzdol in nekje je treba zaustaviti. In zdi se mi, da tale knjiga je mogoče tista za potegniti črto, se zaustaviti in odločiti, kaj pa le lahko naredimo in tukaj mogoče tudi fokus. Na čem imamo fokus, to raste in tukaj nam lahko pomagajo tudi dnevne afirmacije, ker na srečo naše misli ne morejo misliti 2 misli. In če smo ves čas v negativni, če ne znamo sami preklopiti
mogoče res pa, kot ste rekli, 30krat, 50krat, 100krat je potrebno preberi pozitivno afirmacijo, dokler jo ne vsrkaš vase. Marjanca, hvala, zato pa bi mogoče še eno zadevo podelila, ki se mi zdi res pomembna. Najprej naj tudi povem, da zelo sem hvaležna, ker so začele mlade punce prebirati mojo knjigo. To meni, ki so hrepenele po nekem uspehu, pa me zdaj kontaktirajo. Veste, to je že iz srednje šole, ne vem, 3. letnik, pa potem iz faksa. Tako lepo, ali pa mogoče tiste, ki so me nekoč imele, jo, vi ste mi vzornica, pa jaz rečem, preberi knjigo, pa poglej, ali sem ti še vedno vzornica, pa me potem ustavi, imate prav, moram tudi na to pogledati. Pa bi se samo ene stvari dotaknila, ki jo mogoče marsikdaj pozabimo. Mi prinašamo zelo veliko navad, prepričanj iz naših družin. Ne vem, kakšna je bila vaša družina, lahko govorim samo o svoji družini. Prihajam iz skromne družine, vendar moji stari starši niso bili tako skromni. To pomeni, moja babi pa dedi sta imela veliko kmetijo, najbogatejša sta bila na tisti vasi. Moja babici je vedno bilo pomembno, kaj bodo drugi rekli. To pomeni, obdana sem z teto in stricem oziroma z 2 tetama in stricem, ki sta zelo intelektualna. Pomeni, ena sodnica, druga direktorca. Tako so bili taki, ker je bilo moji babici pomembno, kaj bodo drugi rekli. In veliko, oni so te pohvalili, veliko pa ni bilo hvale navznotraj, v družini. In potem se je to preneslo na moje starše. Moja mama je zbežala v Slovenijo, kar pomeni, je želela zbežati od takih staršev, kaj drugi govorijo, ampak potem je prišla pa tle in se je videla v vlogi žrtve. In je to eno poglavje, ki zelo dobro opisuje, da smo ženske rade v vlogi žrtve, ker takrat smo mogoče dobile tisto pozornost, ki jo drugače ne bi. Ampak v vlogi žrtve ne moremo zrastiti, ne moremo spremeniti svojih pozitivnih misli. Zato predlagam, da poglavje, kjer ga opisujem prav v vlogi zmagovalke, da je zelo dobro, da si preberejo, kaj pomeni vloga žrtve. Skozi iščemo, da nas nekdo pomiluje in nikoli nismo v sebi. V resnici vedno hočemo biti nekomu všečni. In delamo bolj na všečnosti, kot pa na tem, kdo bi v resnici bile. To pomeni navade, ki jih dobimo od naših 7 generacij, jih dobimo pri starših. In potem je zelo, zelo pomembno, kako bomo mi delali na teh vrednotah, na teh navadah prepričanj. Če moja mami govori, pazi, kaj boš govorila pred to, ne vem, skupino, sem bila raje tiho, da ne bi karkoli povedala. Potem, ko sem bila slabe volje, ne kaza, da si slabe volje, pokaži, da je vse v redu. Ja, če ni vse v redu, te navade je potem potrebno spremeniti, ta prepričanja in si dovoliti biti to, kdor si. Tako da, navade so tiste, ki nam ne dovolijo delati spremembe in nas pustijo v coni udobja, namesto da bi šli ven iz te cone in pokazali in videli, da obstaja še lepše življenje, kot v resnici mi mislimo, da ga je lahko. Ja, Tanja, tukaj ste se res dotaknila tega izziva, velikega izziva vloga žrtve. Zdi se mi, da če ženska ne gleda sebe kot neko žrtev, da se žrtvuje, kot da ni dovolj dobra, da nas na nek ta način vzgajajo in potem, ko recimo postanemo starejše, imamo občutek, da če ne bomo v vlogi žrtve, da nas nihče ne bo poslušal, opazil, da nam ne bo posvetil dovolj pozornosti in kar vztrajamo v tej vlogi žrtve. Ko smo v vlogi žrtve, prepustimo svoje življenje nekomu drugemu, in nismo svoje. Vi pa tako lepo rečete, da je pravzaprav začetek spremembe ravno v tem, da postaneš svoja, kaj to za vas pomeni? Najboljša verzija. Ja, svoja najboljša verzija, ampak da tudi postaneš v sebi, v svojem stebru. Jaz se spomnim tudi, mogoče imava še čas, da se takneva enega vašega predavanja, kjer ste tako lepo narisala steber. Mi velikokrat mislimo, da če poskrbimo zase, da je to sebično. Tukaj pa v tej steber, pa koga bomo dali čisto blizu k sebi, pa naslednji krog, pa zadnji krog, včasih kar mislimo, da moramo res poskrbeti za vse in zanemarjamo sebe in velikokrat tiste, ki jih imamo najbližje okoli sebe. Res je. Dobro, to tudi opisujem v knjigi, kako včasih zamenjala sem, pa sem podjetje Skaza imela bolj kot otroka, pa moje otroke bolj potem postavljala
v menedžerski, kaj morajo narediti, potem, ko to spoznaš, vsekakor vidiš, da je pot čisto drugačna. Mogoče se dotakneva tega, kar ste sedaj rekla. Veliko ljudi prihaja k meni, tako iz poslovnih kot tudi družinskih primerov. Ja, vse sem mu dala, pa bom zdaj opisala en družinski par. Vse sem mu dala, vse sem naredila zanj, mama 2 ali pa 3 čudovite otroke, vedno je imel kaj, ko je prišel, večerjo, kamorkoli je želel, to pa to, ampak si je našel ljubico in me je prevaral, se je ločil od mene. In potem, ko me vpraša, tako čudovita oseba sem, kako je možno, da mi je to naredil, in potem rečem, mogoče ste se imela premalo rada. Ja, pa kako sem vse naredila za mojo družino in tako naprej. Zakaj? Ker so nas starši naučili, da je treba spoštovati moža, da vedno moža dej naprej, ali obratno. To zdaj ni pomembno. Zelo malokrat govorimo o tem, da je najprej treba imeti rad sebe. Ker če imam rada sebe, bom lahko dala ljubezen mojim otrokom. Če bojo otroci mene videli srečno, potem bojo oni isto tako bili srečni. Če bojo mene videli nesrečno, se ne bom rabila govoriti, bojo to prenesli potem naprej na svojo družino. In tukaj se zaciklamo se v tem primeru, ker mislimo, da moramo drugega osrečiti, da bomo mi srečni. Ko smo mi srečni, bomo lahko drugega osrečili. To je zelo pomembna misel. In zdaj bom še en del zgodbe podelila na poslovnem delu. Prihajajo vodje k meni, lastnice, lastniki. Ne morem odpustiti nekoga, ne morem ga pripraviti, da odgovornost sprejme svoje delo. In potem ga vprašam, zakaj ne. Ja, kaj bojo pa potem rekli o meni, kaj se bo pa zgodilo, ne bom dober vodja. In potem ga vprašam, a vi ste danes dober vodja, če vam padajo rezultati, nimate dobre organizacijske klime v podjetju, kupci vam odhajajo, a vi ste dober vodja. Pa on reče, ne, to so moji zaposleni. Snega, ne, vi ste ogledalo tega. To pomeni, dober voditelj je tudi tisti, ki se zaveda, da je on prvi vzgled, da on mora poskrbeti za rezultate, da on mora delati odgovorno, da on mora poskrbeti, da njegovi ljudje imajo prave naloge. In če voditelj ni takšen, bo zelo težko dal tudi vodji. To meni vse izhaja iz nas. In vse, kar v resnici se nam dogaja, je samo naše ogledalo, kakih misli imamo. To meni, jaz bi tako rekla, vsem vašim gledalcem, ki tudi prebirajo moški mojo knjigo in tudi moške so moje stranke, vsakemu rečem, vse to, kar se vam dogaja v življenju, je samo gledalo vaših misli. Če vi ne verjamete vase, boste tudi videli, ker kupci ne verjamejo vas. Če vi mislite, da ste slab vodja, bojo prav tako misli vaši zaposleni. Če vi mislite, da ste dober vodja, bojo to videli tudi vaši zaposleni. Tako da vse je naše ogledalo, tako kot ste prej rekla. In samo refleksijo zelo hitro dobimo. Ja, in to je pa najtežje sprejeti, ko kdaj rečemo, da smo kreatorji svojega življenja, si kdo reče, ne, jaz si nisem skreiral bolezni, dolgov, prepirov, ampak dejansko, tako kot ste rekla, vse je v nas in se vračamo na energijo, na tisto vibracijo, kaj začutimo v sebi, kaj titramo. V današnjih časih se zelo veliko govori o zakonu privlačnosti, potem kdo reče, sej sem afirmiral, sej sem pisal hvaležnost, sej sem delal vse, ampak če nismo mi v tej energiji, če to iskreno ne čutimo, če delamo z nekim, ne vem, namero, pogojevanjem, če pogojujemo rezultate, potem nismo uspešni. Tako da dejansko tudi ta ljubezen, če je to ljubezen, ko pogojujemo srečo z nečim drugim izven nas, potem dobimo na rezultate takšne, kot si jih ne želimo. Se pravi, neka brezpogojna ljubezen, brezpogojno dajanje, ampak samo takrat, kadar res to imamo, kadar čutimo, kadar želimo, da delamo iz sebe. Jaz zelo težko rečem osebi, ki se nima rada, da naj se brezpogojno ima rada, ampak najprej začnem tako, da začuti, kaj pomeni pretočnost. In da začuti občutke, kaj se trenutno noter v njej dogaja. A je to nemir, da začne spoznavati svoje občutke. Aha, imam jezo, imam žalost, da začne spoznavati in na podlagi tega, kar spoznava, potem rečem tako, zdaj pa poskuši to jezo dati ven. Zdaj žalost, zdaj ven. Na kaj se to navezuje? Tako da vse, ko ljudje začnejo delati
graditi na sebi, je dobro, da dajo vse to ven, kar jih v resnici ovira v življenju. In potem verjemite mi, da bo prišel moment, ki bojo prvič rekli, da se sprejemajo, da si zaupajo, da želijo narediti spremembo in šele potem prije tista ljubezen. Tako da, mogoče je tudi tako, veste, nekdo, ki danes ima škodo in da bi zdaj rekel, da ima Rolls-Royca, se mu bo zdelo tako znanstvena fantastika. Mu je treba pripeljati to malce bližje. In ga pripelješ na tak način, da samo rečeš, poskrbi za svojo pretočnost. Samo skrbi za svojo pretočnost in sprejmi in bodi hvaležen za vse, kar imaš danes. Meni je pomagalo, da sem naredila spremembo izključno s hvaležnostjo. Da sem bila hvaležna za otroštvo, za rojstvo, da sem se rodila tej mami, za moja 2 otroka, za vse, kar imam. To mi je pomagalo, da sem šele začela sprejemati afirmacije. To meni karkoli, tudi če nimaš, ko eni reče, nimam nič. Nemogoče, da nimamo nič. Tudi imamo roke, noge, telo imamo, je že to dovolj. Imamo nekaj, živimo, imamo streho nad glavo. Hvaležnost je tista, ki nam odpira pot, da lahko gradimo na sebi. Dejansko prav hudo je, ko kdaj reče, kdo, zakaj čem pa biti hvaležen, tako kot ste rekli, za zrak, ker ga imamo, za vodo, ker jo lahko pijemo, za en kup stvari in dejansko hvaležnost je treba graditi iz teh majhnih, drobnih stvari in tudi tukaj, da smo res iskreno hvaležni. In ko sem preberala, tudi v knjigi pišete ali pa v kakšnih intervjujih, vaš dan se še vedno začenja s hvaležnostjo. Mogoče se čisto na kratko dotakneva še te jutranje rutine. Zjutraj si oblikujemo, vsak dan ponovno dobimo priložnost, da naredimo spremembo. Ko zavestimo, da smo spremembe vredni, kako potem to spremembo? Mogoče en kratek nasvet, kaj je tisto, kar nam nudi jutro? Jaz mislim, da je to že, vsi že ptičkajo, vsi že govorijo, tako papige smo. Dan se začne z jutrom. Moje jutro je vedno namenjeno temu. Jaz takoj, ko se zbudim, sem najprej hvaležna za nov dan. Za nove stvari, kateri prihajajo. Za vse blagoslove, ki mi življenje daje. Potem je moj čas namenjen meditaciji. Tako da tudi, ne glede na to, kdaj sem prišla k vam, zjutraj je pomemben dan, meditacija, da čutim notranjo stabilnost, da čutim svoj notranji dih, da sem hvaležna za vdih in izdih, ki ga imam. Potem namenim dan za hvaležnost in potem namenim vajam, kar pomeni, da odprem svoje telo, da odprem telo za pretočnost. Ko imam čas, sem seveda na hribu ali pa se rekreiram, v resnici to počnem skoraj vsak dan, ampak dan se po jutru pozna. In tako, kot si dan namenimo, tako bo cel naš dan. Tako da jaz vsakemu predlagam, zjutraj vsak ima 15 minut časa za kratke dihalne vaje, za hvaležnost, pa da si zaželi čudovit dan in da sprejme vse blagoslove, ki mu je dan namenja. Ker vedno se vse dogaja samo za naše in v najvišje dobro. Vse, čisto vse. In potem to sprejmemo in rečemo, lej, to je najlažji pot. Zakaj bi se od tega bal? Mislim, kaj bi bežal? Sprejmi, ker te že pot vodi nekam drugam, tam, kjer bi moral biti. Vse to, kar ste zdaj, Tanja, našteli, v bistvu je nekaj, kjer vam ljudje ne morejo reči, lahko tebi, ti imaš denar, ampak je to samo stvar pravzaprav discipline, ene notranje zaveze in odgovornosti do sebe. In ko ozavestimo to odgovornost, da smo odgovorni za svoje življenje, za svoje zdravje, za svoje počutje, bomo naredili spremembo. In imava še minutko, 2. Kaj je tisto, kar bi vi res tako na koncu, zelo veliko hvala vam za vse te nasvete, za zgodbe, ki ste jih delili z nami, ampak tisto ključno sporočilo, ki bi ga na koncu dali našim gledalkam in gledalcem? Najprej je zelo pomembno, da najdemo smisel življenja. Temu pravijo ali namen, ali poslanstvo, smisel. Zakaj nekaj hočemo početi? Zakaj hočemo delati spremembo? Zakaj hočem postati boljša verzija sebe? Zakaj hočem imeti boljšo družino? Ali pa zakaj hočem biti bolj uspešna v poslu? Zakaj hočem zamenjati službo? Najprej smisel. Potem je zelo pomembno, da smo odprti za hvaležnosti. Vse, karkoli je prišlo, ne da vidimo zaviralce, vsak je bil učitelj na tem našem, na naši poti,
da se zahvalimo za vsa učenja, resnično, ki smo jih dobili. Potem, da vse, kar počnemo, smo vztrajni. Največkrat pademo pri vztrajnosti, zaradi tega, ker red nas pripelje do discipline. Disciplina je pa v resnici ljubezen do sebe. Če vsako jutro rečemo, si bom namenil 5 minut za dihalne vaje, naj bo to 5 minut, naj to ne bo 5 dni, pa 6. dan pozabimo, 7. dan smo že spustili, pa nam nič ne pomaga, naj je to kontinuiteta in naj se vleče vsak sleheni dan. In potem najdimo strast v tem, kar počnemo. Vsaka zadeva, vsaka sprememba, ki jo delamo, je na nek način borba. Tudi mi dve zdaj, če bi mogli iti na Triglav, je borba. Moramo iti na Triglav, moramo se pripravljati. Ampak, ko bomo pa prišli na Triglav, bomo pa najsrečnejše. In ne se ustrašiti sprememb. Ker edino spremembe so nekaj, zaradi česa se bomo počutili bolj vredni. Bolj čutili tisto svojo notranjo stabilnost, notranjo moč, mir. In v resnici si rekli, wow, dovolj je, da samo sem. Čisto to je dovolj. Karkoli bom rekel, je prav, da rečem. Karkoli bom naredil, je prav, ker stojim za tem in čutim, da je to tako prav. Tanja, resnično hvala za vse to, kar ste podelila z nami danes. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, jaz verjamem, da bi lahko Tanjo poslušali v nedogled. Toliko koristnih nasvetov, pa vendar, če potegnemo črto, bi rekli, imejte svoj zakaj, potem boste našli svoj kako, zaupajte si in zavedajte se, da ste spremembe vredni in spremembo začenjamo sedaj, tukaj, takoj, z jasno odločitvijo, zavezo in vero, da se zmore. Vse se da, tako kot pravi Tanja. Hvala lepa, ker ste bili z nami in prav lep pozdrav. Hvala, gospa Tanja. Hvala za povabilo.